Prvi kupci v poslovni coni na Turjaku. Nova parkirna mesta v Novem mestu. Nizozemski veleposlanik obiskal Dolenjske Toplice. Lepo pozdravljeni. Novice začenjamo z gospodarsko-razvojnimi načrti, ki so si jih smelo zastavili v občini Velike Lašče. Gospodarstveniki si predvsem veliko obetajo od poslovne cone na Turjaku. Polovica je že komunalno opremljene, svoje zemljišča so tam kupili tudi prvi kupci. Po besedah velikolaškega župana Antona Zakrajška so lani k ureditvi poslovne cone pristopili sistemsko. Prvi rezultati so tako že vidni. Imamo že prve kupce. Že v lanskem letu smo dobili dva kupca, ki sta kupila približno 6000 kvadratnih metrov in kot vem, oba že projektirata svoje poslovne stavbe. Sredi tega meseca je občina objavila nov razpis za prodajo zemljišč v poslovni coni in odziv je bil nad pričakovanje. Je bilo zanimanje za kompletno, tako da smo prodali vse, kar je bilo trenutno na razpolago v tej coni. Še dodatnih 10 000 kvadratnih metrov. Kar samo potrjuje, da je bila odločitev pravilna dodaja. Območje občine nikoli ni bilo močno gospodarsko razvito. Pred desetletjem pa so se na občini odločili za nakup zemljišča na Turjaku in ureditev poslovne cone. Domačim gospodarstvenikom kot tudi drugim vlagateljem so tako omogočili odkupe zemljišč za svoje dejavnosti pod ugodnimi pogoji. Ja, mi smo šli s tem razmislekom, da bi želeli razbremeniti naše centre, predvsem Velike Lašče, Turjak, Rob. Mednje sodi tudi kmetijska zadruga Velike Lašče, ki od ustanovitve občine v letu 1994 igra pomembno vlogo pri razvoju Velikolaške krajine. Leta 2010 so zgradili nov zadružni trgovski center, v katerem so trgovina z živili, tekstilom in galanterijo, bar in prostori Deželne banke Slovenije. Že 15 let so si prizadevali, da bi svojo dejavnost umaknili iz občinskega središča. Z nakupom zemljišča v poslovni coni Ločica so to končno tudi uresničili. Tako da računamo, da bo zdaj steklo in da bomo v naslednjem letu prišli do dokumentov projekta, v letu 2020 pa da bi verjetno klavnica tudi odprla svoje vrata. Naložba je ocenjena na 2 milijona evrov, od tega je polovica lastnih sredstev, ostalo pa so nepovratna investicijska sredstva in kredit. S poslovanjem v prvi polovici leta so sicer zadovoljni, trenutno pa imajo 64 zaposlenih. Proces širitve poslovne cone Ločica je tako v polnem teku, na občini pa zagotavljajo, da glede umeščanja dejavnosti v prostor ne bo popuščanja. Razmišljamo o bolj čisti dejavnosti, storitveni dejavnosti in pa tisto, ki ni tako problematično za okolje. Zaradi večje varnosti in lažje dostopnosti je v načrtu tudi izvedba levega zavijalnega pasu z državne ceste do poslovne cone Ločica. Vrednost celotne naložbe znaša 360 000. Večji del bo prispevala država, občina pa 70 000 evrov. Glavni trg, staro trško jedro v Sevnici, je glede prometnih ureditev omejeno z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Preozka in nevarna ulica ter pomanjkanje parkirišč ne prispevata k oživitvi starega dela mesta, zato na tamkajšnji občini iščejo rešitve, kako stanje izboljšati. Križišče v Florjansko ulico bi bilo preglednejše, če bi podrli prazno hišo na vhodu, srečevanje vozil pri gostilni Plavštajner pa varnejše brez krevljeve hiše. Ta v enem delu sega na cestišče, zato je bila že pred leti predvidena za rušenje. Zopet smo v teh pogovorih v dveh smerih. Eno je z družino, z lastniki hiše te krevljeve, na eni strani, na drugi strani pa z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Celje, pa tudi Ljubljana. Ukrepe za posodabljanje prometne in druge infrastrukture mora namreč potrditi tudi spomeniško varstvo. Občina Sevnica je v fazi izdelave konzervatorskega načrta za staro mestno jedro, v katerem želimo opredeliti, kako ravnati s kulturno dediščino v tem starem mestnem jedru. Povsem logično je, da vse kulturne dediščine na enak način, kot je bila do sedaj, ne moremo ohranjati. Kakšen star objekt bo treba za ohranitev drugih zgodovinskih pomnikov, uporabnih po svoji vsebini, tudi žrtvovati. Naslednja
odprta zadeva je zagotovo Slomškov dom, kjer je objekt zelo neuporaben. Nekako potrebne so na tem prostoru dodatne parkirne površine. Del Slomškovega doma pri občini naj bi torej porušili, pročelje z glavnega trga pa je dobilo nov zunanji oplesk. Obnovljena bo tudi fasada stavbe, v kateri domujejo občinske in upravne službe. Kleti, ki so sedaj pod tem starim spodnjim gradom, so nekako zasedene z arhivi. Te arhive želimo umakniti v Loko, kjer so arhivski prostori primernejši, te kleti pa spremeniti v tak prostor za uporabo tako za potrebe občine, predvsem pa za potrebe društev, zavodov, turizma, predvsem pa ljudi, ki živijo na trgu. Tako bo v trškem jedru živahno tudi izven delovnega časa občinskih služb, kar je bil cilj pri načrtovanju omenjenih sprememb, še dodaja župan. V mestnih središčih parkirnih mest praviloma ni nikoli dovolj, prav tako v okolici zdravstvenih ustanov. Manj težav na tem področju si v prihodnje obetajo v bolnišnici v Novem mestu, se bo kmalu na voljo več parkirišč za paciente in obiskovalce. Parkirišče med zdravstvenim domom, upravno stavbo bolnišnice in bolnišnično restavracijo je bilo pred urejanjem makadamsko, zdaj pa je asfaltirano s 150 parkirnimi mesti, ki bodo namenjena zaposlenim v bolnišnici. Ta investicija je stala 400 000 evrov in je bila izpeljana v skladu z investicijskim načrtom Splošne bolnišnice Novo mesto. S tem bo 66 parkirnih mest na zdajšnjem parkirišču v neposredni bližini glavnega vhoda v bolnišnico, ki so jih zdaj uporabljali zaposleni, poslej namenjenih pacientom in obiskovalcem. Super, to je enkratna zadeva, ja. Krasno. To je super je to ideja. Prej smo iskali po celo uro, nismo imeli kje parkirati, smo mogli priti prej, da smo dobili parkirplac 1 uro. Ja, super, sploh za mlade mamice, bodoče mamice, ki imajo vsak dan ali pa enkrat na teden, nekatere smo imeli tukaj preglede, bi bilo to zelo praktično, no, da si bliže vhodu. Mogoče tudi za tiste, ki se odpravljajo roditi, pa imajo popadke, bi bilo bolj, da so čim bliže vhodu parkirane, no. Dodatna parkirna mesta bodo pacientom in obiskovalcem na voljo s 1. avgustom. Bodo ti uporabniki imeli tudi na voljo blagajno, ki bo sprejemala ne le kovance, pač pa tudi papirnate bankovce. V sklopu urejanja parkirnih mest so pripravili še projekt ureditve upravne stavbe, kotlovnice, pralnice in kuhinje z restavracijo. Kjer bomo z sredstvi, ki smo jih pridobili v sklopu države in Evropske unije, torej v sklopu energetske sanacije, uredili še te objekte. Javno naročilo bodo predvidoma izvedli konec leta, začetek izvedbe del v skupni vrednosti 1,3 milijona evrov pa načrtujejo spomladi. Trebanjski občinski svetniki so prekinili svoj poletni dopust in se sestali na izredni seji, na kateri so potrdili spremembe dokumentov, potrebne za nov kulturni dom v Trebnjem. Razlog za spremembe načrta je načrtovana sprememba prometnega režima v neposredni bližini predvidenega kulturnega doma, zaradi česar bodo lahko precej privarčevali, pojasnjuje župan. Gre za park and ride, na tem vozlišču, tukaj v Trebnjem prometnem, in gre za to, da imamo v igri približno 800–900 tisoč evrov, kar bi pomenilo, da bi precej popravili tam mirujoč promet. S tem bo prostor dobil nov, predvsem pa lepši videz, je prepričan. Da bi ljudi s tem projektom tudi probali navezati na infrastrukturo, to se pravi na javno infrastrukturo oziroma prometno na vlak in avtobus. To se pravi, da bo tukaj nastalo neko vozlišče zraven kulturnega centra, ki ga v nadaljevanju mislimo graditi. Kakšna pa je časovnica za novo prometno ureditev in začetek gradnje kulturnega doma? Zdaj smo na razpisu, Tukaj zdaj kandidiramo za to vrstno infrastrukturo 3 v Sloveniji. Jaz upam, da bomo uspešni. To se pravi, če bomo uspešni, potem bomo pravzaprav tudi gradili. S tem pa se bo za kraj začelo odpirati še veliko novih priložnosti, česar se na občini seveda zelo veselijo.
V Beli krajini, ki sodi med 34 vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, so se lani lotili priprave strategije turističnega razvoja, ki bo usklajena s strategijo razvoja turizma v Sloveniji. Strateški dokument je že pripravljen in čaka le še na sprejetje vseh 3 belokranjskih občinskih svetov. Kot je na nedavni novinarski konferenci dejal Gregor Jevščak, pripravljena strategija temelji na sodobnih trendih, na ponudbi aktivnih počitnic v neokrnjeni naravi. Sledimo temu na način, da obiskovalcem nudimo udejstvovanje na različnih delavnicah, da so naprimer sami aktivni, naprimer pri peki pogače, da si sami izdelajo laneno knjižno kazalo ali volno pustijo. Skratka, da so aktivni ter spoznavajo naravne in kulturne danosti Bele krajine, dodaja Jevščak. Na ta način nekako privabljamo obiskovalce, ki si želijo nekaj več in ki bodo zapravili tudi nekaj več. Zato je že v teku nekaj projektov, ki turistom omogočajo bolje spoznati in doživeti Belo krajino. V prvem, ki so ga poimenovali Odprta vrata Bele krajine, so povezali 22 ponudnikov, ki po javno objavljenem koledarju individualnim turistom omogočajo oglede, degustacije in različne delavnice ter doživetja. Nekako skrbimo za to, da individualni obiskovalci tudi v deževnih dnevih imajo kaj za početi v Beli krajini. Drugi projekt, Vikend okusov Bele krajine, pa je povezan z belokranjsko kulinarično ponudbo. Ravno prejšnji vikend in še naslednje 3 vikendi potekajo v 4 belokranjskih gostilnah in gostiščih, tako da obiskovalci spoznavajo gastronomsko ponudbo Bele krajine, torej lokalno pridelano hrano ob zvokih glasbenih skupin in pa seveda degustaciji vin. K aktivnemu oddihu pa sodi tudi e-bike projekt. Krajinskemu parku Kolpa in metliškemu podjetju GTM je uspelo na razpisu pridobiti denar za nakup 25 koles na električni pogon, ki jih lahko turisti brezplačno najamejo v starem trgu Vinici, Adlešičih in Metliki, ter se podajo na lahkoten izlet po Beli krajini. Polovica koles ima tudi sedeže za otroke in pa še 6 koles ima priključek za vleko manjše prikolice, kateri so lahko tamle otroci do nekje 8. leta starosti. Med priljubljene aktivnosti turistov pa še vedno sodi čolnarjenje po mirni, topli Kolpi. Kanuje in tudi rafte pa si lahko sposodijo na veliko lokacijah. Dolenjske Toplice je obiskal nizozemski veleposlanik Bart Walfhofen. Namen obiska je bil spoznavne narave, pogovori pa so se vrteli tudi okrog turističnih in gospodarskih priložnosti za sodelovanje. Nizozemski veleposlanik se je najprej srečal s topliškim županom Jožetom Muhičem in nekaterimi njegovimi sodelavci. Strinjali so se, da imata državi veliko skupnega. When I look at this region, I think we can intensify the tourism, both the tourists coming to Dolenjske Toplice, but also maybe tourists from Slovenia coming to the Netherlands. Veleposlanik obiskuje tiste slovenske občine, ki imajo nizozemski pridih. Zato si je med drugim ogledal soteški hudičev Turen, katerega notranjost je v poznem 17. stoletju poslikal ali nizozemski slikar Almanah ali krog umetnikov blizu njega. And what I have seen now in a very quick view is it is absolutely stunning. It's beautiful. It's very recognizable for me as a Dutch. So I definitely do feel at home here. But then when I look at the surroundings, I know that I'm not in Holland. Hudičev Turen je ena od turističnih točk, ki si jo turisti radi ogledajo. Občina pa vse od ustanovitve leta 1998 vlaga v obnovo deteljičasto zasnovanega stolpa s kamnitim obzidjem. Letos nameravamo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine območne enote Novo mesto obnoviti freske, ki se nahajajo v stopnišču, v tem delu tega res posebnega polžastega stopnišča. Določene dejavnosti pa potekajo tudi na bližnjem gradu. Prejeli smo že kulturno-varstvene pogoje za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav. To pomeni, da moramo sanirati in želimo usposobiti dvorišče znotraj gradu, da bo varno za obiskovalce. Prvi pogoj za to pa je, da opravijo predhodne arheološke raziskave, dodaja. Toliko v novicah, nocoj ob 9. pa si poglejte reportažo s Kostanjeviške noči. Pa lahko noč.